Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ste se že kdaj bali nečesa, pa niti niste vedeli zakaj? Strah je kot senca. Večji, kot si ga predstavljamo, bolj nas straši. Ampak zakaj se včasih bojimo stvari, ki jih sploh ne poznamo? In kaj se zgodi, ko pogumno pogledamo strahu naravnost v oči? Če kdo pozna odgovore na vsa ta vprašanja, je to iznajdljivi Tomaž. Prisluhnimo njegovi zgodbi in odkrimo, kaj se skriva za skrivnostnim strahom. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Bav, bav. Ob poletnih večerjih se rado zgodi, da se z mamo in Laro podamo na sprehod. Med enim od takšnih pohajanj sem se zagledal v nekakšne majhne leteče lučke. So bile to vile? Pohiti, Tomaž, če boš preveč zaostal, bo prišel Bav in te odpeljal s seboj. Tiste čarobne lučke so medtem izginile. In to samo zaradi Bava. Nekega poletnega jutra smo se odpravili plavat. V vodi sem zagledal čudovito modro ribo in da bi prišel do nje, sem začel plavati vse globlje in globlje. Tomaž, če boš plaval predaleč stran, bo prišel Bav in te pripeljal nazaj. Riba je medtem odplavala drugam in to samo zaradi Bava. Če bi sledil, bi lahko videl še mnogo drugih pisanih rib. Ampak tega nisem storil, ker sem se bal, da bo prišel Bav. Nekega deževnega popoldneva smo sklenili, da se gremo posladkat v mojo najljubšo slaščičarno, imenovano Medenjak. Tomaž, s torticami nikar ne pretiravaj, sicer ti bodo izpadli zobje, je rekla mama ter dodala. In namesto zobne miške bo prišel Bav. Nekega dne smo se odpravili v gozd. Ob pogledu na toliko gob se kar nisem mogel odločiti, ali so lepše bele, rjave ali rdeče. Ko sem se sklonil, da bi eno utrgal, sem zaslišal mamin glas. Tomaž, te gobe so strupene. Bi rada pride Bav? Sej to ni res. Ta Bav, ki ga sploh nisem poznal, mi bo spet pokvaril veselje. Res mi je šel na živce. Ja, mama, kar pokliči ga, sem zavpil. Nehaj, Tomaž, gremo naprej. Ne, mama, res bi ga rad videl. A Bava ni bilo na spregled. Na prvi šolski dan mi že na vse zgodaj zvonila budilka. Jaz pa sem hotel še malo pospati. Zbudi se, Tomaž, sicer bo prišel Bav, se je zaslišalo iz kuhinje. Tedaj sem začutil, da me nekaj škečka po podplatih. Prav, mama, nehaj, saj bom vstal. Jaz nisem tvoja mama. Bav sem. Bav, sem zašepetal. Hitro sem se usedel, ga pogumno pogledal v oči in spet zašepetal. Bav. Zajel sem sapo in še dodal. Ali uživaš v tem, da mi ne dovoliš početi stvari, ki jih imam najraje? Gotovo si ljubosumen. Naj oganem.
Nimaš prijateljev in zdaj bi se rad družil z mano. Je tako? Ja, prepričan sem, da je. Kaj ne, da imam prav? Bav ni niti trenil z očmi. Videti je bil zmeden, a hkrati tudi vesel. Še preden bi lahko odgovoril, sem hitro dodal: In kako naj bi me sploh prestrašil? Ah, Tomaž, zakaj pa misliš, da bi te rad prestrašil? Saj se me vendar sploh ne bojiš, samo poglej me, je rekel Bav in oba sva planila v smeh. To, česar sem se včasih bal, oziroma bi se moral bati, je postalo vedno prisotna uteha, ki se ji ne bi odrekel za nič na svetu. Od tistega dne naprej sem zato komaj čakal, da bo mama spet rekla: Tomaž, bi rad, da pride v Bav? Ja. Bravo, Tomaž. Dokazal si, da se včasih najbolj bojimo prav tistega, česar ne razumemo. Ko pa zberemo pogum in pogledamo strahu v oči, tako kot naš junak Tomaž, ugotovimo, da ni nič strašnega. Le naša domišljija, ki riše slike. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pošastno zabavni pravljici z naslovom Pošastko. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Do takrat pa vam pošiljam pravličen pozdravček. Čau, čau! Bravo, Tomaž. Si pa le premagal strah. Thank you.